Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v najdaljši, najboljši, najbolj zanimivi, poučni oddaji pri nas, oddaji Vinilni časi. Ja, danes se bomo skupaj popeljali v leto 1998 in tega leta se je veliko dogajalo. No, in danes bomo imeli v studiu tudi veliko gostov. Vas zanima kateri? No, na primer, pevec, ki nas je zastopal na Eurosongu leta 1998. Le kdo je? Ja, seveda, Vili Resnik. Ali pa na primer pevec, ki je napolnil ljubljanske Križanke. Bolj znan kot znan obraz ima svoj glas za nekatere. In sicer Srdža Milovanović. Ali pa recimo pevec, ki se na Sloveniji ima talent, zelo dobro odrezal, Izak Palma. No, zdaj se sprašujete, kaj ima veze Izak Palma z leto 98, se takrat je bil star komaj 7 let. Ja, boste izvedeli, če boste z nami v družbi. Ampak da ne dolgo vezimo, osredotočimo se na našega glavnega gosta, v bistvu gostjo, in to je dama, gospa, lepotica, full of energy, Nuša Derenda. Misel nate me umiri, če znal bi najti v meni novo pot, dam ti roko, odpelji me od tod, Boža me dlan lase, daljavi slišim znani tvoj smeh. Ta trenutek v meni je zaspal, svet ne vrti se več, tukaj je obstal. Vzemi me veter s seboj, naj luna me nosi nocoj. Vzemi me tema noči, v njej našla bom tvoje sledi. Si me v mrežo srca, ujeta sem sanje, upanja, kjer zdaj si ti, ti v meni si. Sleep.
Nuša Derenda in Vzemi me veter. Nuša, vedno polna energije, vedno polna vsega. Lahko kar nadaljujeva pri Energy, ne? Ampak pesem Vzemi me veter je bila prav 98. ne? Je prav ta pesem. Seveda, jaz sem že vinilna, ne? Seveda, ta skladba je bila na oddaji Orion, na RTV Slovenija, takrat je bila to oddaja, kjer so se predstavili, bom rekla, še neznani pevci, ne, debitantje. No in jaz to skladbo sem dejansko nekako prodrla, ne, na slovensko sceno. Skladbo je napisala Majda Ar, moja prijateljica, in enkrat mi je rekla, jaz bom tebe enkrat napisala skladbo. No, in tako sem jo posnela in ja, evo, takrat sem zmagala. Pa 98 je bila prav tvoja prelomnica, ne, življenjska. Tako, ja, v bistvu tisto leto se je rodil moj drugi sin. Leto predtem sem že jaz snemala skladbe z Matijo Oražmom. V Novem mestu smo snemali to prvo ploščo. In zanimivo je bilo to, da jaz sem potem 97. za novo leto še zadnjič pela z skupino Caravans. In potem seveda sem rekla, no zdaj bom pa jaz v miru rodila, ne. In potem se bom malo umirila, ne, po 7 letih divjanja po tujini. Ampak potem je pa naneslo tako, da sem začela še bolj delati. Še bolj garati, ne? Ja, in zanimivo je bilo to, no, da vse to sem že velikrat rekla, da sem bila sprejeta na EMO tisto leto in EMA je bila 2 dni pred rokom, ne, ko sem šla roditi, ne, oziroma rok sem imela takrat. Tako da sem potem to odpovedala, tisto EMO, ampak sem pa imela en dober občutek, sem rekla, ok, če so me pa sprejeli, pa me sploh ne poznajo, ne. Mogoče zato si začela solo kariero, ker ko se je sin rodil, ne, si mu pela sama, ne. Ja. Si ga uspavala s pesmimi, ne, s tvojim glasom. Zdaj ga, no, mogoče grem pa lahko tudi sama, ali kako? Oba sinova sta že v mojem trbuhu pela z mano in skakala in nastopala. Tako da pol jima ni bilo treba veliko peti. No, glede na to, da veliko nastopaš tudi danes, včeraj in tudi jutri. Ja, trenutno ravno ne. Razumem, ampak ustvarja pa se tudi v današnjih časih, ne. Tudi ja. Kakšna je razlika, če se vrnemo v 98 ali danes? Pustimo danes te koronske čase, ne. Ja. Greva 2 leti nazaj, greva tako. Zame se ni veliko spremenilo, jaz sem ostala ista. Bom rekla tako, moj pristop do ljudi, do mojih poslušalcev imam enak, ne. Vedno spoštljiv odnos, se pravi, ja, jaz dam vse od sebe vedno, ne. Jaz sem dala vedno, kadar sem nastopala po 5, 6, 7 ur včasih, ne, ali pa samo za eno skladbo, ne. Vedno sem vse, to je mala zelo resno in odgovorno. Ampak se je po 98 to zmanjšalo, ne, ko nisi več bili s Karavani, časovno nastopanje? Ja, malo se je, čeprav jaz sem še kar nadaljevala. Jaz sem potem z drugo skupino nadaljevala na podoben način. Igrali smo vse sorte repertoarja, ne. Jaz seveda takrat 98. še nisem imela svojih hitov, ne, tako da jaz sem še vedno naprej pela coverje in razne tuje, domače hite. Pa se je tudi tržišče odprlo takrat? Ja, seveda, potem, ko sem pa kar naenkrat pač bila prepoznavna, potem je bilo pa seveda tudi veliko povabil, ne, ampak jaz sem se držala seveda svojega repertoarja in tudi vedno sem se prilagajala publiki nekako, ko sem začutila, kaj si želijo. Pa je to, jaz nisem imela nikoli predsodkov. Če sem videla, da je publika, ki si želi mogoče bolj narodno zabavno, sem tudi kakšno narodno zabavno zapela. To meni ni bilo nikoli težava, ne. Slovenska glasba, to se moramo zavedati, da je veliko odstotkov Slovencev ima rado narodno zabavno glasbo, zato jaz nisem nikoli se izolirala čisto od tega. No, sem pa želela... Ko si ravno omenila stil, kater stil bi ti bil najbolj všeč? Joj. Katerega recimo najbolj poslušaš glasbo? Ja, jaz sem poslušala rada pop, vedno, ne, ampak meni so zelo bile blizu take balade, močne balade, ne. Ampak tudi je moralo biti kaj živahnega, ne. Jaz imam, tako bom rekla, yin-yang, ne. No, sej 2001 si tudi dokazala, da Energy mora biti, ne? Ja. Se mi zdi, da je, ja, Energy je bila tudi tako, nekako mi je bila namenjena. Katera pesem misli, da te je najbolj zaznamovala? Jaz mislim, da je naredila tvoj profil, da je to.
takšna je naša Mogoče sta duša dve Derenda. in to je ravno Ja. to, kar sem zdaj govorila. Ne? Rada imam balade, močne balade, pa rada imam power. Ne? In čez 20 let je skladba, ki me je zagotovo zaznamovala in je skladba, ki je res, bom rekla, Vzemi me veter je prelomna, ampak čez 20 let je pa tista, ki jo vsi poznajo in pravijo, joj, tista tvoja je pa res dobra ali pa jo rad poslušam ali pa tako naprej. Marsikdo se malo poistoveti s to neko zgodbo, ko srečava se spet čez 20 let. Ne. In zdaj je že 20 let, kar jo prepevam, ne, že več in je zanimivo. Ne. In to je balada. Po drugi strani pa Energy, ne, ki ima pa tisti naboj. Ne. Se ni ona, ni skladba taka na, bom rekla, horuk, ne, ampak ima to eno Da je energijo. kot pri sodniku, ko naredi s kladivom. To. Ja, ne. Ne. In rada obe še zapojem. Kaj pa recimo v vsem tem času, predvsem takrat, ko si začela tisto prelomnico, način oblačenja, stil, si Ja. imela veliko dela s tem? Ja, ženske Da imamo si vedno bila s v tem veliko trendu? dela. Jaz na začetku sem se znašla po svoje. Hodila sem tudi malo v Zagreb, ker imam blizu, ne, blizu Brežic. Potem sem imela sosedo, ki mi je šivala nekaj časa od začetka obleke. Tako da sem nekako se znajdla. Do leta 2001 pred Eurosongom, takrat sem pa začela delati s Sašom Radovićem, stilistom in takrat smo nekako potem tisto ustnje začeli, ne, in potem se mi zdi, da je kar naenkrat, je bila neka druga nuša, ne. So te tam tudi ne samo vokalno, ampak tudi vizualno zaznamovali? Ja, ustnje je potem bilo kar nekaj let, se mi zdi zelo in. No, V dajmo si trendu, tule pri nas v pogledati, Sloveniji. kaj pravi naša strokovnjakinja za zgodovino oblačenja, Vlasta Cah Žerovnik. Pozdravljena, Vlasta. Živja, lep pozdrav. Vlasta, večkrat govorimo seveda o modi in vedno se spomnimo na žensko modo. Seveda obstaja tudi moška moda, tudi dostikrat jo omenimo, ampak vedno pozabimo na otroško modo. Vedno se spomnimo na otroško modo, seveda takrat, kadar naši otroci prerastejo oblačila. Povej nam, Vlasta, kdaj se je začela otroška moda? Ja, recimo v 18. stoletju še sploh ni bilo otroške mode, ker so bili otroci oblečeni kot odrasli. Torej so bili neke miniaturne kopije odraslih otroci. In če pogledamo recimo Marijo Antoaneto in s tistimi širokimi krinolinami in korzeti, in če so bile takšne seveda tudi deklice oblečene, to pomeni, da niso imele nobene volje prevačati kozolcev ukleščene v te močilne naprave. Ne? In prvi opazen premik po francoski revoluciji se je zgodil, ko so deklicam nekako krinoline skrajšali, da so bile bolj udobne. Fantki pa so ostali nekako mali, te resni možakarji vse do 20. stoletja. Šele nekje okrog leta 1998 pa so se pojavile prve modne revije, specializirane za otroke in so imele tudi kroje za izdelavo teh oblačilc. No, tole pa je bila ena ilustracija iz ene modne slovenske revije, ki sem jo jaz opremila, članek opremila z avtorskimi ilustracijami, z otroško modo, in sicer to je bilo leto 1998, ko se je nekako končal en tak stil teh bukoličnih otrok, torej fantki v modrem, punčke v rožnatem. In tudi tle v tem članku sem želela skupaj z ilustracijami podati eno sporočilnost, nakazati, da ne vzgajate otroka v modnega snoba, kar se je takrat že začelo, ne, ker so vrhunski modni kreatorji začeli potem uvajati tudi blagovne znamke, torej svojih otroških linij, ker to vzbuja tekmovalnost, potem postavljanje z dragimi znamkami, kar pa sproža seveda pri otrocih tudi stigmatizacijo in frustracije, kar seveda ni dobro bilo takrat in tudi še danes ni. Tele revije, kot kaže zdajle naslovnica, pa so, kot rečeno, vsebovale kroje, da so lahko potem mamice in babice tudi doma sešile otročkom ta oblačilca. No, pa ko sem prej omenil že moško modo, je bila kakšna sprememba v moški modi leta 1998 ali mogoče lahko izpostavimo kakšnega modnega kreatorja tistega leta? Ja, če bi leto 1998 nekako na tisto področje, kjer je bila moška moda bolj elegantna, bi vsekakor bilo treba izpostaviti Giorgio Armanija, ker takrat je bila
Armani obleka nekaj takega kot Mercedes pri avtomobilih. Torej, pasteli so bili svetli, modri, sivi, tako na tem področju z oblekami, s klasičnimi kravatami kot pa v športnem delu. Ne? In to je bilo tudi neko tako leto opazno, ko je kravata pri oblekah ni več tako izstopala kot svetilnik pod vratom, ampak je bila usklajena skupaj s suknjičem in srajco. To je bila ena taka zanimiva novost, recimo, na kratko. Kakšne so pa bile kakšne zgodovinske spremembe v modi tega leta? Ja, recimo, če bi rekla Valentino Garavani, ne, ki mu je dala ime mama po Rudolfu Valentinu, osvajalcu ženskih src, ampak ne v tistem smislu ni osvajal ženska srca, kot jih je Rudolf Valentino, ampak za ekstravaganco, ženstveno modo, ki je ustvarjal vse od leta 60, ko je ustanovil lastno blagovno znamko in iz nje potem ustvaril enega izmed največjih modnih imperijev v zgodovini. To je še iz leta 98, ko je bilo prelomno leto v njegovi karieri, ko je blagovno znamko Valentino prodal za skoraj $300 milijonov. Ob tem je bil potem še ostal kreativni direktor in glavni oblikovalec v firmi in prav tole je kolekcija za pomlad poletje 98, vrhunsko ženstvena v nežnih pastelnih barvah, čeprav pa on slovi po rdečih oblekah. Ne? Celo Valentinova rdeča obleka je, tukaj pa je ena diva, Valentinova rdeča, na fotografiji. No, hočem reči samo to, da je v tem času obnovil tudi kopljeni grad Valentino blizu Pariza in sicer en neverjetna pravljična graščina 17. stoletja je bila, kaj je dal grad, ki je dal sezidati recimo Ludvik XIV, eni izmed svojih številnih ljubic in v tem gradu je potem te slovite modne revije prirejal z oblekami v rdečem in pa tudi zabave prirejal z rdečimi baloni spuščenimi v zrak. Vse do leta 2008, ko se je upokojil. Prej sem videl slučajno eno sliko vmes, naj jo še enkrat pokažejo, se mi zdi, da je to tudi neka manekenka, ampak tam je zelo znana. A je to naša gostja v studiu? Ja, jaz bi rekla takole, da je to obleka Valentina, bi rekla. Nuša, povej kaj več na račun te obleke, ne? Joj, to je obleka, ki je v bistvu narejena bila za manekenko, res, visoko, ne, jaz sem pa 1,54 m. Ampak to obdobje sem sodelovala z Jernejo Podbevšek-Žembrovski, ne, in to je njena kreacija, ne, tako da mi je bila v bistvu prav, ne. Jaz sem sicer krajša, ampak tukaj mi je bila pa prav in fajn material, tako da sem se zelo dobro počutila v tej obleki. Tudi spot sem snemala tip-top v tej obleki, tako da ja, rdeča barva pa je tako ali tako moja stalnica, no, moram reči. Ja, tako da, ja, to je bilo pač pa fotografiranje, ja, photoshooting. Še kakšno vprašanje glede na račun te obleke ali pa kakšno dejstvo? Skratka, Nuša bi morala biti Valentina, ne, ker ji tako pristaja Valentinova rdeča barva. Ja, je moja barva, ja, lahko rečem, da je, ker sem tudi ognjeno znamenje, ne, in se mi zdi, da mi tudi zaradi tega paše. Vlasta, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala tebi, čau. Čau. Ja, Nuša, prav šokiran sem bil, ne? Ja, tako dobro zgledaš v obleki, nikjer se ne vidi višina, ne? Ja, zgledam kar, ja. No, jaz imam take so proporce, velike, da delujem visoko, čeprav... Manekenke so visoke, ne, medtem ko fotomodelke so pa, ni važno, kar so, važno, da dobro zgleda. Važne so proporce, ja. Tako kot ti na tej sliki. Da ne puhti preveč na enih koncih, pa... Nuša, greva na naslednjo pesem, da naredimo še malo zabave, ne, in sicer Za Slovenijo živim. Ja, Nuša, a bo kaj povedala v tej skladbi? Povejva zdaj, ali bo povedala kasneje? Ja, lahko zdaj. No, deva zdaj. V bistvu je to skladba, jaz sem
ko mi je ponudil tole skladbo Igor Pirkovič, ki je napisal besedilo, in Miran Juvan je napisal melodijo, sem rekla, ja, meni se zdi, da imamo Slovenci premalo takšnih skladb, ko bi res začutili to domoljubje in da nekako skupaj stopimo, ne, in to. In zelo velikokrat mi je prišla prav na kakšnih športnih prireditvah, ko so naši športniki osvajali medalje in tako. In takrat se mi zdi, da se Slovenci najbolj počutimo tako ponosni Slovenci, ponosni na te ljudi, ki imamo. Ne. Tako da jaz mislim, da kakšna taka skladba ne škodi. Sploh pa v teh časih. No, Nuša, oder je tvoj in Hvala. za Slovenijo živim. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Starša govorila sta, če bo šla od tod, vidi, tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer se Jadran z Alpami splita Maurico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi tok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh. Za Slovenijo živim in me vodi tok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. V čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Nuša Derenda in za Slovenijo živim. Gledalke in gledalci, ostanite z nami, takoj po kratkem predahu bomo preverili, če Nuša res se spozna na svetovno glasbeno sceno prav leta 98 in pridružil se nam bo tudi pevec, ki je napolnil slovenske Križanke, ljubljanske Križanke. In ponovno smo nazaj. In kot sem obljubil, bomo preverili, samo da Nuša pride. Kje si, Nuša? No, vidiš, to je pa tisto, ko sem prej govorila. Sama stojim,
sem visoka. Ne? Bom se malo Ja, sklonil. ja, daj dol. tako, Bo tako. boljše. Okay. Nuša, pogledali si bomo lestvico leta 98, v bistvu skladb, ki so nastale leta 98. Wow. Jaz verjamem, da ti si imela veliko dela z vsemi Ja. projekti v Sloveniji, Res, ampak pa verjamem, v da si tujini. sigurno tudi kakšen videospot videla, kakšno glasbo tudi tujo poslušala, ne? Ja, sigurno sem. No. Sigurno sem jo slišala, ne, pa, ampak časa pa res nisem imela, ne vem koliko. Ne. No, ampak Tako, če by pa, the way, ne. če pa že govorimo o glasbi, se mi zdi, da vsi hiti, ki so bili takrat, bodi si svetovni in tudi slovenski, se tudi danes vrtijo po radiju in tudi danes jih slišimo. Tudi tvoje pesmi večkrat slišim po radiju. Ja, to je pa, jaz mislim, da vsaka skladba tudi rabi en čas. A ne? Sicer takrat so se bolj vrtele skladbe slovenske, zdaj je pa tako veliko glasbe tuje in različnih radijskih postaj in tako in to je, zdaj je toliko se producira glasbe, da Pa se veliko potem kar glasbenikov- malo pozabijo Pa nekatere veliko skladbe. glasbenikov so muhe enodnevnice, ne? Tudi to. Ti No, pa saj- še kar Ja, vztrajaš. To tudi pomeni, da je to- dobro, ne? Tudi to nekaj pomeni, če ti ustrajaš in če res to rad delaš in če si uspešen, potem se nekako vseeno skladba, vsaka, ki jo posnameš, slej ko prej, se, ne vem, nekako zasidra. Ne, Ja, ker bom večkrat rekla, se tudi ušesa. sprašujemo, recimo, a delajo danes glasbeniki glasbo za ljudi ali delajo glasbe za komisije, sodnike, za Ja, izbore. ja. Ampak jaz mislim, da tvoja glasba se vrti in jo vsi tudi poslušajo. Ne? No, jaz upam, da se dost vrti, ne, ker ne morem vse spremljati. No, nekako, ja, lej, še vedno, ko so nastopi, ko sem imela nastope, no, lani je bilo nekaj malega, ne, trenutno je res zatišje, ampak upajmo, da No, bodo ampak boljši je pa časi. čas za projekte. Ne? So, tako, delamo pa naprej. No, pa poglejmo si prvo pesem, ki je tudi nastala leta 1998. Oh, shit. Menim, da to pesem poznaš, a ne? Do you believe in love, love? Tako, in to je pesem od Cher, kot si že Seveda, rekla. Believe. Believe, tako. Ja, le, ja, ta je Ja, ostala, mislim, da ta seveda. pesem tudi danes se Ja. vrti vse posod. a Ja, ne? ja. Ja, je pa tudi uspešna, ona tudi ni muha enodnevnica. Ne? Ona je Uf, tudi dobro je, vztrajna. ne, tudi Ja. vztraja. Ja. Dobro se drži, ne? Dobro se drži. Ja, kirurgija dela čudeže. Ja, no, dobro. Pustimo to. Tam se milijoni obračajo. Ja, seveda. Lej, to je tema za kdaj. Hotel sem reči, da se v milijone oblačijo. V milijone. Veš, to je Google tipkovnica, vedno napiše po svoje. Pejmo na naslednjo skladbo in sicer, a ja, ne smem povedati, katera je. Oh, ja. Lenny Kravitz. Bolj preprosto kot tako, a ne? Ja, no, mislim, to mogoče ni tisti moj stil muske, ampak vseeno, ja, ne moreš mimo njega, ne. American Woman. Ja. Tako, pravilno, Lenny pravilno. Kravitz. Da vidimo, katera je tretja naša skladba po vrsti. Tretja skladba. Oh, Britney Spears. O ja. Ja, No, in ker si tako hitro uganila, ja, kako je naslov sem malo. skladbe? Kaj je že? Joj, daj mi malo Čakaj. pomagi, no. A kiss me, baby, one more time. Tako, baby one more time. Včasih okej. mora malo, ja. Si opazila, da včasih v besedilih je doskrat naslov, ki ga sploh ni v besedilu. Ja, tudi to se zgodi. Ne? Včasih je pa, ne, tako kot Je pa recimo, skozi. ja, je pa skozi besedilo. Ja. Okay. Še imava, uf. Še imava. Naslednja skladba. Madonna. Kaj pa čisto drugačna. Ja. Čist druga, ne? Ja, no, ona je tudi lej, toliko časa na sceni, pa zanimivo, res, ona je res krojila, bom rekla, ne vem, kako bi rekla, v bistvu ni toliko dobra pevka, kot je pa cel paket, ne, pa samozavestna, ne. Frozen. Frozen, tako je, ja. Iz ledenega kraljestva. In če se ne motim, a nam ostane še ena pesem? A sva bila tako pridna, da sem pozabil, če je še kakšna? Počakamo? Je? Ni? Oh, to so pa Spice Girls. Ja.
Kaj je? To pa ne vem, tudi naslov, to pa ne vem, čakaj. A je kaj v besedilu? Ja, je bilo na začetku, je šlo mimo. Joj, da mi pomagi, no. La, myself. Ja, Nekaj takega. Ja, pa lej, No. vem, Spice Girls, ampak lej. Tako, goodbye. A, goodbye. Goodbye, myself. Hvala. Okay. Nuša, ne bom ti rekel zdaj goodbye, ampak bom rekel, da stopi na oder, da slišimo še naslednjo skladbo, ki, če se ne motim, je še bolj živahna. No, ta pa je malo bolj živahna. Je bolj, Vse so malo bolj okej. nežne danes, ampak tako se zgleda, počutim, ne, malo bolj, ampak ja, Glede naj na mi to, da je daš naslov, naj mi deš na polni na dlan. polni dlan, ko govorijo o dežju, vsi so takrat slabe volje, depresivni, dež od V zunaj. bistvu je to mišljeno, a veš, naj mi daš na polni dlan, naj mi vrne vse, kar dam. Ker jaz verjamem, da če človek daje sebe, svojo energijo ali pa dobroto na vse zadnje, da dobi nazaj. Ne? Tako da, Nuša, oder je tvoj in naj mi deš na polni dlan. Me korak vodi tja, rada bi odšla, v tvoj objem poletim, čutim trda tla, a ne obupam, vem, da pot je trnova. Vsaka laž, vsaka skrb in zlagan dotik me potreme, načne mi nasmeh greni, a ne obupam, vem, da pot je trnova. Ko nevihta bliža se, nemir v meni vre. V tišini čakam, da nebo se zdaj odpre. Naj mi daš na polni dlan, naj mi vrne vse, kar dam. Razmoči mi lase, vrne upanje, da ta svet je lep in čuva me. In naj mi daš na polni dlan, naj odžene črno stran. Spere vse skrbi, saj preveč boli, ko sem sama in ko tebe ni. Vsaka laž, vsaka skrb in zlagan dotik me potreme, načne mi nasmeh greni, a ne obupam, vem, da pot je trnova. Ko nevihta bliža se, nemir v meni vre. V tišini čakam, da nebo se zdaj odpre. Naj mi daš na polni dlan, naj mi vrne vse, kar dam. Razmoči mi lase, vrne upanje, da ta svet je lep in čuva me. In naj mi daš na polni dlan, naj odžene črno stran. Spere vse skrbi, saj preveč boli, ko sem sama in ko tebe ni. Naj mi daš na polni dlan, naj odžene črno stran. Spere vse skrbi, saj preveč boli, zdaj ko tebe ni. Nuša Derenda in naj mi deš na polni dlan. Nuša, vabim te, da se ponovno prisedeš. Mi bomo pa seveda povabili gosta v studio, ki je napolnil ne samo Križanko v Ljubljani, ampak marsikatero dvorano. Z nami v studiu je Srdžan Milovanovič. Srdžan, pozdravljen. Zdravo. Pozdravljen. Zdaj se nekateri sprašujejo, zakaj si tukaj, ampak če že govorimo, da si napolnil, ne,
Ne, na zadnje sem le znan obraz. No, ne, mislim, točno imam tako, ne, znan dokaj obraz ima neznan svoj glas, glas. ker sem iz risank. Ne, pač iz risank me ljudje več ali manj poznajo. Pa risanke, Drugače pa, hvala za povabilo, ta vdaja je super, zaradi tega, ker vinilni časi, poln krog okoli, če si mislim, Okej. da Katarina veliko govori, pač zdaj si srečo šele pravega prleka. V glavnem, vinilni Ampak jaz časi... se lahko tudi ustavim. Čakaj, greva od začetka. Zakaj, ne, ni treba iti. Zakaj si danes tukaj? Seveda, ker si napolnil Križanke, no, ti in seveda tvoja skupina, ne? Jaz in moja skupina, potem kasneje še večkrat z musicali, ampak Okej. prvič sem nastopil v Križankah skupino Phil Collins. Okej. Dva brata iz Maribora sta se odločila, da boste napravili en Oring projekt. In zakaj sestavila govorimo o skupino. Phil Collinsu danes? A, Ker zaradi je... tega, leta 98, še vedno je živ, mimo grede, samo ne se vstrašiti. Leta 98 je izdal album največjih hitov, do takrat, kasneje je izdal še več hitov, še enega največjih svojih You'll Be in My Heart, ki je dobil celo Oscarja. Takrat je naredil tisto zgoščenko, res tistih najboljših A, komadov, ja. ki so bili prej. In na tem albumu je tudi en komad, ki je že predtem dobil Oscarja leta Okej. 84, Tako. Against All Odds. In to pesem bom danes zapel. Dobro, zdaj si že vse povedal, ne? Izdal vse skrivnosti. Se sem tudi včasih bil voditelj. glej. Okay, dobro. Povej mi, baje vas je prav on podprl za ta projekt? Ja, tudi pač ponovadi je tako, da vsak avtor oziroma vsak izvajalec, ki dobi tribute show, mora potrditi tisti tribute show, še posebej, če tisti tribute show hoče nastopati mednarodno. In so mu tudi naši poslali material in ga je podprl in je pač zelo pohvalil. V bistvu je cel projekt bil kopija njegove zadnje turneje iz leta 2005, kar pomeni, je 16-članski band bil na odru. 6 back vokalistov, večinoma iz prepetem jazzila, 4 vrhunski pihalci, 2 kitarista, bobnar, perkusionist in seveda Phil Collins. Kot so rekli, in znan obraz, no, ampak tudi v znanem obrazu nisi pokazal samo pevski talent, ampak igralski in vse si pokazal tudi, tam. ja, Ne? ja. No, vsaj tako sem jaz delal. ne. Tako jaz tudi govorim v javnosti. Ne? Okay. Srdžan, danes bomo slišali, katero pesem še enkrat ponovi, ker sem prej tako hitro govoril, da sem pozabil. Against all odds. Okej. Jaz vem, da si bolj počasen. Vem. Zdaj sem že Včasih sem bil pozabil. blond. ne. Oder je tvoj Hvala, in da slišimo Phil Collins, ne? How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain, we even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just a memory of your face. Just take a look at me now, 'cause there's just an empty space, and you coming back to me is against all odds, and that's the chance I've got to take. Oh yes, I wish I could just make you turn around, just turn around and see me cry. There's so much I need to say to you, so many reasons why. 'Cause you're the only one who really knew me at all. So take a look at me now, 'cause there's just an empty space, and there's nothing left here to remind me, just a memory of your face. Just take a look at me now, 'cause there's just an empty space. But to wait for you, that's all I can do, and that's what I've got to face. Just take a look at me now, 'cause I'll still be standing here, and you coming back to me
is against all odds, and that's the chance I've got to take. Oh, yes. Oh. Take a look at me now. Srdžan, smo začutili. Hvala smo lepa, ste čutili, feel it in the air tonight, ste začutili v zraku, pa ja. Če bi kaj drugega čutil v zraku, bi pomenilo, da nimaš korone. Ampak sem začutil. Okay. A zdaj v redu ali ni? V redu, super je. Okay. Drugač pa, super oddaja, jaz sem zaradi vinilnih časov sem se jaz sploh naučil angleško. Zato sem prišel do tega in zato sem prišel tudi do svoje diplome iz angleščine. Jaz sem drugače učitelj angleščine, ker sem imel ogromno plošč, ki je moj foter pač bil ljubitelj stare pač rock glasbe in sem se angleško naučil govoriti tekoče in brati tekoče zaradi plat Beatlov. Dvojna rdeča, dvojna modra plata. Takrat nisi poslušal Phil Collinsa? Ne, takrat nisem poslušal Phila Collinsa. V bistvu nikoli nisem bil niti največji fan Phila Collinsa. Par komadov mi je bilo všeč, ampak pol sem ga dejansko vzljubil. No. Še posebej njegovo igranje bobna. Bobnar je bil pa... In to je to. To je to. In tukaj naj ostane. Ja. Če vas pa kaj več zanima, pa dajte več. Pridite na nastop. Ja. Hvala ti. Čau. Nuša. Ja. Kakšen nastopa, ne? Phil Collins. Ja. Ja. No, ko sva že, naj mi dež napolni dlan, ko smo prej slišali skladbo. Res močna skladba, z dobrim besedilom in kot sem prej omenil, ko zgleda vse tako bolj, ko nekdo omenja dež, vse pesmi so bolj depresivne, te pa res... No, tam ima tudi nek naboj, ne? Tam ima močen naboj, kot da bi z veseljem šel ven na dež. Tako je. Mogoče iz kakšnih indijanskih... Ampak zanimiva je zgodba, ko sem snemala ta spot. Mislim, da je bilo to celo januarja. In na koncu so me dejansko z cisterno, a veš, gasilsko, polili z vodo. Celjo so me polivali, da je dež padal. Ne? In potem sem bila res čist premočena, potem takoj v avto šla. Poudarek januar, ne? Ja, malo se zavila in potem do doma, in se nisem prehladila. Zato, ker si bila polna adrenalina, ker ste snemali videospot, predvidevam. Okay, in zdaj si ravno omenila videospote. Kakšne so bile spremembe tudi recimo v snemanju videospotov, takrat 98, danes? Kako se ti zdi ta prehod tehnologije in vsega ostalega? Zdaj predvsem se veliko več delajo spoti, zdaj se da marsikaj posnet. Tudi sami se veliko snemamo, s telefoni in tako naprej. Mladi ljudje to res obvladajo, zdaj je ful veliko dobrih režiserjev in dobrih snemalcev in tako naprej. Veliko se producira spotov. Včasih pa ni bilo toliko. In jaz sem imela srečo, ko sem se začela pojavljati, že za skladbo Vzemi me veter, ko sem zmagala na tej oddaji Orion, sem dobila za nagrado v bistvu spot. In takrat je producirala pač RTV Slovenije. A je tudi Nada Žgur pustila en pečat pri tebi? Nada Žgur, ja, tudi, ja. Jaz sem si vedno želela, še ko sem bila v srednji šoli, jaz sem hodila na vzgojiteljsko šolo in takrat sem po radiju velikrat slišala Alenko Godec. Ona je bila meni takrat že vzornica, čeprav si niso po letih veliko razlike, ampak ona je, ker je bila v Ljubljani, dolgo let je tudi pri Nadi Žgur se učila petje in bila pri njej njena varovanka na nek način in se nekako, kako bi jaz prišla do nje, zdaj to je zdaj drugače, ko pišeš na Facebook, Instagram, takrat pa ne veš, kam se bi obrnil. Tako da je bila to samo želja, globoka želja. In potem smo enkrat za skupino, še novi prijatelji smo bili takrat, snemali v studiu Akademik v Ljubljani in nasproti v istem štuku je imela ona svojo učilnico. In jaz sem jo takrat spoznala. In potem so se dogovorile in sem krajši čas hodila k njej, da mi je malo pomagala pri načinu petja, pri tehniki in tako naprej. Čeprav sem si kar sama izoblikovala nekako svojo prepoznavnost ali pa karkoli, sem kar samo bom rekla, ampak veliko mi je pomagala, predvsem potem spet v enem obdobju, ko sem imela vozliče in sem spet šla k njej, me je napotila k
zdravnici in potem, in mi je potem pomagala se spet opevati. No. Se upravičujem, jaz malo predolgo govorim. Ne, super. Jaz sem kar poslušal in je bilo čisto zanimivo. No, zanimivo. tako da smo ostale v kontaktih, občasno se še slišiva. In se mi Kaj je zelo pa hvaležna. sodelovanje z ostalimi glasbeniki? Recimo že v vsej tvoji karieri, govorim kot pevci, recimo dueti. Ne? Danes bomo tudi slišali duet, ne? Da razkrijemo gledalcem, ne? Zakaj gre. Ne? Ja. No, kar ti več pove o tem. Jaz mislim, da kar eno obdobje, bom rekla 10 let, nekako nisem duetov delala. Kako to? Slučajno? Pa ne vem, takrat smo bili tako, bom rekla, v tistem zagonu, skladbe, seveda, da sem jaz si naredila prepoznavnost, je bilo treba kar graditi, ne. Se pravi, od 98. do tam 2005 sem se jaz pojavljala na festivalih, na EMA-h, tudi če sem zmagala enkrat na EMI, še vedno me je vleklo nekako še naprej in še. No, potem pa nekako je minilo to, bom rekla, festivalsko obdobje. Sem začela iskati pa nove izzive. Potem sem začela recimo v Cankarjevem domu z koncerti s simfoničnim orkestrom leta 2006, pa 2008, pa 2011, pa 2018 za 20-letnico. Ne. No in kmalu potem pa se je začelo, mislim, da z duetom. No, sicer sem že prej s Slapovi, imam en duet, pa še veliko tega sodelovanja je bilo, ogromno, tudi za kakšne oddaje, ki so nas samo za tis zbrali, ne, recimo nas 3, recimo Darja Švajger, Alenka Godec, pa mene so dosti kar dali tako skupaj. Tako da jaz sem vedno rada sodelovala, no, ker se mi zdi, da je to tako, ena energija se pretaka in jaz rečem, skupaj smo močnejši tudi, ne. No in kako je prišlo to sodelovanje z Izakom? No, evo, Izak je zdaj že, predtem sem še z Markom Vozljem, pa s Timnom Lotričem, pa s poskočnimi muzikanti in tako. Z Izakom je prišlo pa do sodelovanja zato, ker je skladba v latino ritmu bachata in je tudi tako čutno besedilo. In seveda nam je v celi ekipi, ki smo delali to skladbo, takoj prišel na misel Izak. Izaka sem pa tudi jaz spoznala, v bistvu se niso tako velikokrat prej srečala. Enkrat na Melodijah Morja in sonca, ko mislim, da je on nagrado dobil, takrat smo ga fajn zažurali do jutra. Lansko leto, ko je bilo pa ravno malo tistega obdobja, ko se je dalo nastopati, sva pa na enem rojstnem dnevu, na eni 50-letnici oba nastopala za eno gospo. In on je pred mano nastopal, jaz sem kasneje prišla in se mi je zdelo tako lepo, ko je on počakal in je rekel, jaz sem te hotel videti, da se malo pogovoriva in tako. In je zelo srčen, odprt in tak fajn. No, nekaj besed bova pustila tudi njemu. Seveda. Ja, nekaj morava tudi on kaj se upravičujem. Če ne bo samo prišel pa... Jaz hočem vse naenkrat povedati, veš, kaj vem, da se vedno mudi, vedno zmanjka časa. Nuša, tebe vabim, da stopiš na oder in nam zapoješ še pesem Kadarkoli. Seveda, ta še ni v duetu. Ne, ta ni v duetu. Nuša, oder je tvoj. Hvala. Morda se kdaj že komu čudno zdi, a naskrivaj vse nekaj žalosti, ko zrem ljudi, ki sklonjeni hitijo solzne so jim oči. Pomislim na te, kako si ti. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti leži. Reci mi, naj si vzamem čas, lahko zajokaš na ves glas. Kaj te tako boli, daj zdaj zaupaj mi. Morda odleglo bo in ti bo že
spet lepo, naj ti ogrejem dan. In čisto vsak nov dan bom tu ob tebi. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti leži. Reci mi, naj si vzamem čas, lahko zajokaš na ves glas. Kaj te tako boli, daj zdaj zaupaj mi. Reci mi, naj si vzamem čas, lahko zajokaš na ves glas. Kaj te tako boli, daj zdaj zaupaj mi. Morda odleglo bo in ti bo že spet lepo, naj ti ogrejem dlan. In čisto vsak nov dan bom tu ob tebi. Veš, kadarkoli srečam te, želim si, da ustaviš se. Daj mi povej, če kaj na duši ti leži. Nuša Derenda in kadarkoli, ampak ti, tudi če je balada, jo res močno, močno odpoješ. Vedno je Hvala. polno energije, vedno je energija. Čeprav je tako počasno. Čeprav je počasna, ampak sliši se močno. In verjamem, da v živo je še bolj. Komaj čakam. Na koncertu bom v prvi vrsti. Okay. Gledalke in gledalci, ostanite z nami. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj. In Vili Resnik že čaka, da bo kakšno povedal. Ne pozabimo pa, da bomo slišali tudi duet Nuša Derenda in Izak Palma. Gledalke in gledalci, kot obljubljeno, oddaja Vinilni časi, duet Nuša Derenda in Izak Palma. Zaljubljena. Noč in postelja, mi dva le človeka, ki se ljubita, le v parfum odeta. Dah se zarosi, blizu sva vse bližje. Beri mi z oči, beri iz dlani, tu njih vse piše. Dokler tukaj si, ničesar strah me ni. Zaljubljena, obljubiva na vse, kar je moje, bo moje in tvoje. Zaljubljena, obljubiva, da mi dva edina, tako zdaj čutiva. Dotiki so vino in noč je muzika. In noč je muzika. Nuša, me tienes enfrente de ti, te quedan dos deseos. Sveča
večine. Jaz sem kakor ti, žejna sva bližine. Bogu dajem vse, vse samo ne tebe. Hvala, dobro je, dobro bolj ne gre, kot imam za sebe. Dokler tukaj si, ničesar strah me ni. Zaljubljena, obljubila na vse, kar je moje, po moje in tvoje. Zaljubljena, obljubiva, da mi dva edina, tako zdaj čutiva. Dotiki so vino in noč je muzika. In noč je muzika. In noč je muzika. Izak in Nuša. Izak, povej nam, kako, ti si bil star 7 let, če govorimo leta 98. Tako? In takrat, ko je Nuša že pobirala vse pokale, nagrade, priznanja, zlate plakete, si bil star 7 let. Ja. Kaj je bilo takrat? Povej mi, kako je sodelovati recimo zdaj s tako dobro pevko, glasbenico, simpatično, energično. Točno, ko sem slišal, ne, kar Ok. ste se pogovarjali, sem razmišljal malo, ne. Takrat, ko ona je začela pet, pa je začela graditi vse, jaz sem bil čist mali, na drugi strani sveta, Okay? pa nikoli v življenju bi dan danes, na primer, mislil, da bi imel en duet, pa tudi bi gradil tudi svojo kariero v drugi drugem koncu državi, sveta, ne. ja. Ja. V drugi strani sveta. Pa za mene to je čas mi je, ne? Čas mi je, da v Sloveniji imam ta priložnost, tu v Sloveniji tudi živim svoje sanje. In to je vedno en velik čas za mene, ne samo kot kariera, tudi za moje življenje. Ne? Kako se ti je zdelo povabilo, da poješ lahko duet z Nušo Derendo? Zelo lepo, Ja. ker ko je rekla ona, nisva se srečala vedno, ampak ko sva se srečala, je bila vedno dobra energija. Ona vedno nasmejana, super energija, na backstageu pa vse, pa zdravo Isa, kako si. Enkrat sva se srečala v rojstnem dnevu, ne? Jaz sem imel nastop, pol pa so mi rekli, jaz sem bil presenečen takrat, pa so mi rekli, tudi imamo še eno presenečenje, prije Nuša. Jaz sem rekel, res, bom ostal tukaj, sem bil v kotu, tam sem malo čakal. Potem, normalno, da nisem šel do nje takrat, ko je začela pet, ker mora delati svoj, ne. Potem sem užival tudi na nastop, potem, ko je končala, sem rekel, hola, Nuša, kako si, kako smo. Sva bila kar vesela, sva se pogovarjala veliko. Pa takrat sva rekla, in bo kaj novega, bo ali kaj, ne. Drugače nismo vedela. Je takrat še lepo nismo. sodelovati z Nušo. Lepo. Zelo lepo. In Zanimivo, ne, da on je bil star 7 let, ja. pojeva zaljubljena. Ampak enostavno na to skladbo, ki je taka čutna, latino, more biti tako besedilo, ampak govorimo v bistvu bolj o zaljubljenosti v življenje, v prijatelje, v glasbo. a ne, in, Da ne bo taka. na naslovnicah Ja, ne Nuša bo, Derenda ne bo. in Izak Palma zaljubljena. Ne, to ne bo, to se ve, ne. Upam, da od zdaj naprej tudi bova super prijatelja, ne, Nuša? Tudi jaz. Ja. Najlepša hvala, Izak, da si bil z nami, da si delil, kaj se je tebi dogajalo, ko si bil star 7 let in seveda, kako se ti zdaj dogaja pri nas v Sloveniji. In seveda, Nuša, tudi tebi za vse dogodivščine, ki so se dogajale okoli leta 98. Okay. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Hvala. Gledalke, gledalci, mi pa poglejmo si, kaj pravijo kaj na tehnološkem področju, in sicer z nami je Črt Tavzes iz Centra odličnosti in Orenju. Črt, pozdravljen. Zdravljeni.
Tehnologija gre z leti naprej. Ne? In ko govorimo o letu 98, sigurno so tudi kakšni Windowsi 98, nekaj takega se spomnim. Povej nam več o tem. Ja, točno to, ne. Nomen est omen, ne. Leta 98 je korporacija Microsoft izdala Windows 98, kot si rekel, ne. Mislim, da se vsi spomnimo njihovega strašnega blue screen of death, ne, modri zaslon smrti, ki se je pojavil v večjih napakah tako in zamrznil računalnik. Mene še kar vedno trese, ko se na to spomnim. Njihov veliki konkurent, podjetje Apple, pa je lansiralo iMac G3 in to je bil en večjih teh poslovnih uspehov tega podjetja in ga je popolnoma preporodil. In takrat je, lahko rečemo, da je Apple začel rasti v ogromno korporacijo, ki jo poznamo danes. Spet na drugi strani, ne, sta pa doktorska študenta Univerze Stanford, Larry Page in Sergey Brin, ustanovila podjetje Google, ne, ker sta hotela naučiti svoje znanje, ko sta razvila danes tako znani brzklalnik. Danes je to praktično sinonim za iskanje stvari po svetovnem spletu. Ne. Vsi rečemo pogooglej. Ja, pa stric Google ve vse, ne? Stric Google ve vse. Ja. Drugo pa, česar pa ne, pa teta Wikipedija, samo to je prišlo pa še kasneje. Dobro. Kaj pa se je tudi dogajalo recimo v vesolju, ker meni je tako zanimivo to vesolje in ti imaš vedno nekaj za povedati tudi o vesolju. Ja, vesolje je ena strašno zanimiva stvar, ne. In je tukaj že precej dlje, kot smo mi, ne. Ampak leta 98 smo dokazali, da se vesolje pospešeno širi. Torej, ne, do takrat niso vedeli, ali se širi s konstantno hitrostjo, se mogoče krči, upočasnjuje, ampak takrat so dokazali, da se nepreklicno pospešeno širi. Z vesoljskim teleskopom Hubble pa so posneli do takrat najoddaljenejše galaksije, ki so stare bile 12 milijard let, danes sicer vidimo tudi že dlje. S teleskopom VLT, Very Large Telescope, ki so ga takrat še gradili, ampak že začeli tudi snemati, pa ujeli ščepec prve svetlobe v vesolju. S tem je bilo povezano potem tudi to, da so dokazali, da ima tudi tako majhni osnovni delci, kot je recimo nevtrino, maso in seveda s tem odprl škatlo še več vprašanj, ne, kot so s tem podali odgovorov. Bolj otipljivo pa je bilo, da so z ruskega izstrelišča, oziroma takrat še z ruskega razstrelišča v Kazahstanu, Bajkonur, izstrelili Zarjo. To je bil prvi modul mednarodne vesoljske postaje, ki še dan današnji leti po nebu, največji objekt, ki ga je človeštvo kdaj zgradilo in v bistvu sinonim za tehnološko mednarodno sodelovanje človeštva na področju tehnologije. Slišal sem, da so leta 98 začeli klonirati živali. Drži. To so Žive takrat živali. prvič uspeli naredili na miškah. Mi sicer bolj poznamo, ne, ki so znano ovco Dolly, ne. In s tem se je začelo tudi žolčno, bom rekel, debatiranje o etiki v znanosti. Seveda, ne, pomirjenju te debate ni pripomoglo to, da smo v tistem letu začeli tudi uspešno gojenje embrionalnih zarodnih celic. Še danes je to, ne, v marsikaterih krogih zelo sporno. Naučili smo se, kako potekajo mehanizmi staranja v celicah s krajšanjem telomer na koncu kromosomov in kako to preprečiti, obet neke potencialne nesmrtnosti. In pa poznali smo vlogo kratkih RNA pri zaščiti integritete genomov, torej pred vstavljanjem recimo virusnih tetnih materialov neželenih v celice. Kaj pa v Ameriki? Kar povej, ja. Leta 98 so odobrili Viagro. Pa to se ni hotel vprašati, v Ameriki jo res nujno rabijo. Kaj pa vem, sigurno pa ne srčni bolniki, ne, in v Nemčiji so tega leta prvič s pomočjo robota opravili operacijo za obvod venčnih žil na srcu, ne, tako imenovani bypass, koronarni bypass. Ne vem, a je mogoče med tem kakšna povezava, ne, to bojo drugi. Možno. Pravijo, ja, da kakšnega lahko tudi srčni infarkt zadane, ne? Pri premočni cirkulacije. Ja.
No, in še, kakšne so pa kaj tehnološke stvari, kot so na področju, mislim, zdaj sem malo čudno vprašal, in sicer kot zidanje, recimo, ne, zgradbe in tako naprej. Ja, leta 1998 se je zgodil en velik premik, lahko bi rekel pravzaprav revolucija na področju trajnostnosti, trajnostnega razvoja. Zakaj? Takrat so prvič odobrili množično proizvodnjo križno lepljenega lesa v Franciji in Nemčiji. In takrat je tudi začela proizvodnja seveda tega inženirskega lesnega produkta skokovito naraščati in naredila pravo revolucijo v gradbeništvu, še posebej v lesenem gradbeništvu. Zdaj pa zakaj? Če pomislimo, mehanske lastnosti lesa so odvisne od smeri, v kateri les obremenjujemo. Predstavljamo si desko, navadno desko, če jo plosko položimo na dve opori, recimo knjižno polico, ne, in jo v sredini obtežimo, pravokotno na smer vlaken, lesnih vlaken, jo seveda zlahka upognemo. Ne, vsi poznamo, kako se police upognejo. Ne. Če bi pa to desko samo zasukali, ne, za 90 stopinj, vrnemo na krajšo stranico, bi ta nudi že precej večji odpor, se bi precej manj upognila, recimo, ne, če bi jo z isto maso obtežili. Zdaj pa, če pa si predstavljaš, da pa še obrnemo okrog, recimo neko poleno, ne, in ga poskušamo od zgoraj dol zdrpiti, pa to praktično ni mogoče, morali bi uporabljati res zelo, zelo veliko silo. Poleg tega je les zelo heterogen material, njegove lastnosti so praktično malce drugačne, praktično od drevesa do drevesa. Ne. Zdaj, gradbeništvo je pa zahtevna panoga, ker morajo biti materiali seveda čim bolj standardizirani, da lahko gradimo varno. In zdaj, to pa pri gradnji z lesom povzroča, tem klasičnim lesom povzroča težave zaradi vseh teh heterogenosti in smeri. In zdaj, kaj je bila ta revolucionarna ideja? To, da so poenotili lastnosti lesa tako, da so deščice v več slojih zlepili skupaj, in sicer tako, da so v enem sloju deščice obrnili v eno smer, v drugem sloju so jih pa polagali ravno v kontrasmeri. In spet tretji sloj v isti smeri kot prvi sloj, četrti sloj v isti smeri kot drugi sloj. In tako je postalo nekaj zelo močnega, ne? In zelo trdega. močnega, križno lepljen les, ne samo zelo močen, ampak predvsem tudi lastnosti take stene, so bile precej bolj enotne, kot če bi jih zgradili iz posamičnih desk ali pa iz desk, ki bi bile zlepljene samo v eni smeri. Tako. Zdaj pa, ko sem vprašal, kaj je to zdaj za varovanje okolja. Les, smo rekli, je naravni material, ki nastaja tako, da drevesa v svoji rasti s fotosintezo iz ozračja usrkavajo ogljikov dioksid, da s pomočjo sončne energije vežejo v ta svoj nastajajoči les. Zdaj, ko drevo v trajnostno gospodarjenih gozdovih, kot jih imamo v Sloveniji, posekamo, na njegovem mestu začne rasti novo in nadaljuje s tem odzemanjem CO2 iz atmosfere. Les, taki smo ga pa posekali, ne vgradimo v hišo in hiša koliko. V bistvu naredimo nekaj dobrega za okolje, ne? In vzamemo CO2, ki je tako pomemben toplogredni plin iz okolja, in blažimo podnebne spremembe. Črt, najlepša hvala za vse te informacije in se vidimo v prihodnji oddaji in mislim, da bo tudi takrat nekaj novega in nekaj zanimivega. Čau, Črt. Lepo zdrav. Tokrat se nam bo pridružila v studio Katarina Keček, ki ima vedno nekaj vročega za povedati, kaj se dogaja vse po svetu in pri nas in gor dol, levo, desno. In doma, in v tujini, in okoli, na zemlji, in okoli zemlje. In tako. Pozdravljena, Kaj se pa Katarina. kaj pri tebi v Moravčah dogaja? Pri nas v Moravčah? Ja. Pri nas v Moravčah je vroče. Povej, kaj je bilo pa leta 98 vroče. Marsikaj. No, da slišimo. Ja, ampak vedno se pritožuješ, kako hitro govorim, pa kako veliko podatkov ti povem. Bolj počasi. Pa bolj počasi, tako da sem se danes odločila, da ti naštejem, kaj se je tisto leto dogajalo, pa se ti odloči, kaj te zanima. Recimo, a te zanima to, da je v potresu leta 98 po 6 stopnji Richterjeve lestvici v Afganistanu umrlo 10.000 ljudi? Ne? Ok, dobro. A te zanima mogoče, da sta Larry Page in Brin ustanovila podjetje Google leta 98? Ne. Ok, dobro. Kaj pa, če te zanima, da so britanske oblasti takrat aretirale argentinskega diktatorja Pinocheja na letališču? Te kaj zanima? Ne. Tudi to ne. Nobenega ne zanimajo take stvari. Ok, te zanima izbruh druge kongovske vojne, ki je bila najmočnejša oziroma najhujša po drugi svetovni vojni, prva takšna? Ne.
se sem vedela. Ok, kaj pa divjanje orkana Mič? 10.000 Ne. ljudi mrtvih? Ok, tudi ne. Jedrska? Vojna? Indija? Pakistan? Ne, Tudi ne. Kaj te zanima sploh? Kriza ranjenih azijskih tigrov? Ne. Še manj, dober. Severnoirski mirovni sporazum? Pa to je bilo vse leta 98. Ja, vse, lej, ful Ne. dogodkov, lej. A to te pa ziher zanima. Škandal predsednika Billa Clintona, oralni seks v ovalni pisarni. To te vedno zanima, vedno me sprašuje za te podrobnosti, Ne. pa to, kdo je Monika Levinski, pa kaj sta delala, pa ne vem kaj. Sem ti že povedala Pa to sem trikrat. že govorila. Ja, ne, Okej, greva to je naprej. bil samo oralni seks, ni bil ta prav seks, samo oralni. Nič se ni zgodilo, sam drama je bila, cel svet je vedel za to. Gospodarska kriza Rusija? Ne. No, v redu. Greva naprej, kriza Kosova? Ne. Ne, teže milno. Ok, kaj imamo? Teroristični napadi Kenija, Tanzanija tisto Ne. leto? Spet ne. Zračni napadi ZDA, Velika Britanija, Ne. Irak. Star, jaz sem bila takrat tisto leto, veš, 98. Povej. Ja, glih No, pa pred temi. povej več. Evo, glih pred temi napadi, torej vojna pred Perzijskim zalivom, vsi so lovili Sadama Huseina, mene je komercialna televizija poslala kot vojno dopisnico, si moraš misliti. Tako da meni je bilo fantastično, meni je ful dobro, ta stres, ta drama pred tem, vsi so čakali, sami Američani so bili v Bagdadu takrat, vsi so kupovali nafto, orožje, vse živo, vsi smo sam čakali, kdaj bodo začeli letala ameriška, da Sami zbombardirati. Američani in ena Katarina Kečer. In edina ženska sem bila. In 3 dni pred tem, ko sem se z džipom vračala nazaj v Slovenijo, so potem napadli, tako da nisem se več nazaj vrnila. Šla sem pa delati takrat prispevke o siromašenem uranu, če se spomniš, ne, teh zgodb, kar je po vseh tem bombardiranjih NATO s temi ogromnimi, ki so spucali svoje orožarske, da rečem, funkcije iz starih, cister, in so vse to nametali na ljudi, osiromašene organami je povzročil ogromno bolezni, še dan danes se bolijo z rakavimi bolenji povezani Ampak s tem. veš, Katarina, ko ti poveš, pa postane zanimivo Ja, vsaka ni to stvar, tako no. simpel, pa vse te teme so težke, tako da se opravičujem, ker vem, da je taka zabavna oddaja, ampak kaj ćemo, ne moramo se izogibati temu, da so se tudi leta 98 dogajale velike tragedije. Pojdiva naprej. Ja, torej Nemčija zamenjava Helmuta Kohla z Schröderjem, to te tudi ne Ne. zanima, čeprav je bilo kar zanimivo. Okay, zgraditev prvega najdaljšega visečega mostu na Japonskem, Na. 2 kilometra, še vedno najdaljši. Zdaj vem. Okay, te ne zanima. To, da je Slovenija začela takrat tistega leta pogajanja za vstop v Evropsko unijo, v katero smo prišli 6 let kasneje, to vsi vemo, kaj je bilo. Ne? A smo veseli z Evropsko unijo, nismo, bomo to v kakšni drugi oddaji, ne? Smo pa nismo. Smo pa Gremo nismo, naprej. ok, v redu. In pa tole, mogoče pa še tale, mogoče te pa to zanima, si slišal za Natašo Kambuš? Ja, to Si? povej več. Povej več. Priporočam ti celo mogoče, da si pogledaš film Soba, ki je narejen po tej resnični zgodbi. Tistega leta je 36-letni Wolfgang priklopil, avstrijski, da reč, psihopat, ugrabil punčko staro 9 let Natašo Kambuš. 6 let, 7 let jo je držal v kleti, samo par kilometrov od njene hiše. Noben je ni nihče najdel, na koncu je Nataša na srečo na nek način uspela pobegniti, da je ta zgodba prišla na plan. Še dan danes ima punca težave, kljub temu vzpostavil se je en tašen imenovan štokholmski hidron, to si verjetno slišal že kdaj v življenju, ko se talci navežejo samo v namenu čuvanja lastnega življenja na svoje oziroma biriče, rablje, kakor so kol, tako da na srečo je preživela, danes je vse super, priklopil se je pa kasneje potem vrgel pod vlak, naredil samomor, medtem ko so ga lovili policaji. Evo, toliko za danes. Katarina, Nič nisem kaj pa zabavnega, ampak bomo se potrudili pa za drugič. Najlepša hvala, Katarina, ki si bila z nami. Malenkas, veš, da te imam rada. Čau, Katarina. Gledalke in gledalci, pevec, ki nas je zastopal leta 98 na Eurosongu, z nami je Vili Resnik. Vili, pozdravljen. Lep pozdrav seveda tebi in vsem gledalcem. Hvala. Vili, deva se vsest, pa si kakšno minuto vzeti časa. Tako. Da kakšno rečemo seveda na ta račun, iti kar na Eurosong, ni kar tako, a ne? No, sej sem v bistvu premil že kariero, poznano, bil sem nekajkrat na EMI in priznam, leta 98 sem šel za to, da bom dobil neko reklamo. Nikako ne, da bi zmagal, ampak potem se je tako zaključilo, ljudje so tako izbrali in evo, zgodilo se je tisto, kar sem kot otrok sanjal. Da bi prišel na Eurosong. Ja, pazi, jaz sem kot otrok to spremljal, mislim, da smo vsi takrat spremljali, ker takrat je bila pač to neka stvar, ki je res bila zelo pomembna, konec koncev, glasbeni dogodek, spektakel, cirkus, rom-pom-pom in tako naprej. In ja, sem gledal, ne, seveda, kje se mislil, da bom jaz zdaj tam. Pa tudi takrat recimo ni bilo tako kot danes, ne, snemanje, vse na YouTube in tako naprej. Ne. Takrat si se pojavil na televiziji, ne? Ja, dejansko takrat se mi zdi, no, zdaj mogoče nisem pošten več, ampak se mi zdi, da takrat je glasba nekaj pomenila. Da če si bil pravi, bom rekel, frontman, da si pokazal, predstavil svojo državo, da so ljudje se zapomnili. In na koncu lahko rečem, da je to pesem, ki bo ostala Slovencem v lepem spominu. Kako lahko to rečem? Mislim, spet bojo rekli nekateri, ta je pa res prepotenten.
Tako da veliko nastopam, oziroma zdaj ne, ampak ko nastopam, ljudje to pesem še vedno pojejo. No, to sem jaz ravno hotel povedati, Vili, jaz tebe poznam iz mnogih nastopov, ti mogoče mene ne, ker sem jaz bil vedno v publiki, poznam te iz mnogih nastopov in je ni bilo mize, na kateri ti ne bi stal. Jo, veš kaj, se vedno si rečem, dej danes bom pa normalen, ampak potem, ko vidim ljudi, ko začnejo noreti in zabavati se, veš kaj, meni se utrga pol. In ja, jaz sem rad glasbo, jaz sem rad ritem, jaz sem rad, da se ljudje sprostijo in da skupaj uživamo. To ni nobena igra. Meni treba igrati, ker to sem jaz. Jaz tudi pozdravljam vse ljudi, ker se vidi, da so ljudje največ. In glasbenik brez ljudi je enako nič. Ljudje tisti, ki te hranijo, ne? Tako, pa konc, ja, tudi to rečem včasih. Odkje tebi toliko energije? Jaz vem, da si se tudi ukvarjal s konji, zdaj ne vem, a se še ukvarjal s konji? Ne, sem tekmoval, preskakovanje ovir, ko sem dosegel rezultate, sem se umaknil, ker sem začutil, kako je. In drugače pa se ukvarjam veliko športom, ker moraš, čeprav zadnja leta je toliko težji, ker kar pa poje se tako pozna na trebuhu, ampak na nastopih sem pa še vedno takšen, malo čuden, včasih na meji normalnega. Še vedno energičen, poln energije? Ja, mi je fino, zato ker, veš kaj, zdaj pač prihajajo mlajši ljudje na nastop in mi je fino, ko se mladi sprostijo in uživajo v teh stvareh, v tem glasbi in oni pojejo in nekateri celo se kar slečejo za mislim, noro. Vem, da nazadnje, že nazaj par mesecev, preden bila ta situacija, me je presenetilo, da sem igral nekje na Gorenjskem in me je ena punca prijela in vrgla kar gor na ljudi. Mislim, wow, punca. Se pa sem dal na gor na mojo stran, da pokažem, ja, ampak ljudje verjetno niso niti razumeli, da je to bila ženska punca in me parijela, vrgla gor in smo šli. In bilo dober, pazi. Jaz tudi rečem, ja, to je življenje. Meni fanti v bendu gledajo, ko pa je to zdaj, ja, to je življenje. Pa si ugotovo kakšno spremembo, recimo, samo v sebi. Pustimo lasje, ker zdaj, če gremo ta video spot, lasje so šli, ne? Pazi, ja. Sprememba med 98 pa danes. Ja, to je 20 let, 22 let. Moram reči, ko skačem, takrat sem skakal kot srnca. Zdaj se mi pa zdi, da skačem kot slon. Tako da je razlika, verjemi, pa poskušaš nekaj tasga, malo drugačen skoč, ampak ne gre več tako, kot je šlo včasih. No, ampak jaz ne pokažem ljudem, da pa malo težje skočem. A potem, ko priješ domov, pa tako je ne 3 dni. Verjemi, da ja, v nedeljo, dopoldan, ko vstanem, zjutraj, ko skuham kofe moji Tamari, ti moram reči, prav, kaj je s tabo narobe, si kaj bolan? Ne, sam sem utrujen, verjemi, da pride za tabo vse skupaj. Mnogo bolj kot pa pred leti. Ja, to verjamem, ja. Vili, oder je tvoj in radi bi slišali tisto zmagovalno pesem Naj bogovi slišijo. Gledalke in gledalci, tako bomo tudi zaključili današnjo oddajo. Ostanite zdravi, imeli smo se lepo, kar nekaj gostov je bilo danes in veliko stvari smo izvedeli. Kaj se bo dogajalo v naslednji oddaji, pa seveda lahko izveste samo tako, če nas boste gledali prihodnjo soboto. Spominov, upanje, njena slika pred očmi nikoli ne zbledi, ležari. Tisočletja čakavo na kolinih prosim Bog. Usmili se nekdo, zakričal bom nebo, ljubimjo. Naj bogovi slišijo, da mi je hudo. Rešite me, ne morem brez njih. Mira mi srce. Naj usmili se me
nekdo zakričal v nebo. Naj bogovi slišijo, da mi je hudo. Rešite me, ne morem brez njih. Rešite me, ne morem brez njih. Umira mi srce.